Lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas. Danes se bomo obrnili k tistim, ki jih posebej vsako poletje še kako potrebujemo. No, pa tudi sicer. Gre namreč za gasilce. Iz prostovoljnega gasilskega društva sta nas danes obiskala predsednik društva Vid Žerjav in poveljnik Sašo Birsa. Lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Torej, zdaj je že jesen. Kakšno je bilo kaj letošnje poletje? Verjetno precej manj hudo v primerjavi z lanskim. Letošnje poletje je bilo kar pestro z dogajanji z vodo, predvsem zaradi teh poplav, ki so se nedavno dogodile v Sloveniji. Kar se tiče požarov, pa ni bilo toliko požarov v naravi, kot jih je bilo lani, se pravi, če se spomnimo Krasa. Tako da ja, predvsem je bilo posredovanje, pomoč našim sodržavljanom v Sloveniji, ki so doživeli te katastrofalne poplave. Torej niste toliko operirali v Hrvatinih, ampak ste hodili tudi okoli po Sloveniji. Tako, bil je sprožen državni načrt, se pravi, to pomeni, da se aktivirajo vse zveze gasilske v Sloveniji in se gre po nekem planu pomagati pomoči potrebnim po državi. Kam ste šli vi? Bom predal tole kar našemu poveljniku, ker je imel to čez, tako da, Sašo. Pač kot člani Obalne gasilske zveze oziroma Obalno-kraške regije smo delovali na območju Ljubnega, Komende in Črne na Koroškem. Kako pa je bilo tam? Koliko časa ste pomagali? Kaj pravzaprav je bilo vaše glavno delo? Torej črpanje vode ali? Zelo različno, ker odvisno kako hitro po samem nastanku težav ali nesreče prideš. Ne. Na nekih območjih smo čistili zadeve, pomagali, da se čim prej očistijo, da lahko začnejo z delom, na drugih smo črpali vodo, na tretjih smo iznašali mulj, tako da ni pravila, kje delati. Kako pa gledajo na to vaši delodajalci, glede na to, da ste prostovoljno gasilsko društvo? V teh primerih, kot je že Vid povedal, se sproži pač državni načrt in takrat delodajalci dejansko dobijo povrnjene stroške dela v odsotnosti gasilcev. Tako da v tem ni bilo toliko težav v delodajalcih kot v sami logistiki, kdaj, kako, kdo bo šel na teren, ker se je iz dneva, iz ure v uro spreminjalo, jutri gremo, ne gremo in je to tako precej naporno za sestaviti ekipe in zajaviti naprej delodajalcem. 5 minut grem, 5 minut ne grem. Ne? Ja, nekaj intervencij je bilo verjetno tudi tukaj, zdaj ravno kakšen mesec nazaj, se pravi ne tam na začetku avgusta, ampak bolj začetek septembra so bile poplave tudi na obali. Ste tudi takrat kaj posredovali? Ja, na obali je bila tista huda ora 28. avgusta. Sodelovala so vsa društva, ne samo hrvatinska, vsa društva Obalne gasilske zveze oziroma v Izoli in Piranu. Točnega podatka o gasilcih se res ne spomnim, vem pa, da je bilo v koprski in ankaranski občini čez 140 lokacij, kjer so potrebovali pomoč. Zakaj pa je šlo? So se strehe udirale, je voda zalivala kleti? Večinoma so bili vdori vode in na nekem določenem pasu iz smeri Padna, Šmarje in naprej je bilo tudi kar nekaj odkritih streh. Koliko časa sta vidva zdaj že gasilca? Jaz sem v gasileriji v bistvu predvsem mlad, sem nekaj čez 10 let, včlanjen v prvem gasilskem društvu. Tukaj sem pa prisoten 3. leto v Hrvatinih. Drugače sem se pa v svojem začetku kar podal v te vode in sem se izobraževal, tako da sem prišel do nižjega gasilskega častnika. In spravim, življenje gasilca je način življenja, ne? Tako da moraš biti srcem cel notri v tem, kamorkoli greš. Tako da ja, nekaj čez 10 let. Jaz o letih rajši ne bi govoril, ampak mislim, da 1. ali 2. razred osnovne šole smo takrat se
sošolci vpisali v društvo in jaz sem pač ostal do zdaj. In moja boljša polovica pravi, da itak bom umrl na gasilskem. Ne? No, držimo pesti, da ne, vendarle že tako ali tako veliko žrtvujete za vse nas. Zdi se mi pa ravno glede na to, da imate že kar nekaj let izkušenj in vedno bolj poslušamo o spremembah v podnebju, ki povzročajo vedno več različnih ujem, vremenskih neprilik. Se vama zdi, da tudi v času vajinega gasilskega staleža opažata, da je potrebnih več intervencij, predvsem zaradi naravnih nesreč? Ja, dejstvo, da se spreminja, vendar ni nekega pravila, katero leto bo kaj. Ne? Lansko leto je bilo zelo sušno, letos je bilo zelo veliko vode, tako da dejansko pa se pozna, da se večje število intervencij zgodi v nekem določenem krajšem časovnem obdobju. Ne? Prej smo imeli požar na Ravi, pa 50 dni nič, zdaj pa pride en dan, pa recimo 140 lokacij. V bistvu brez mase oziroma množice prostovoljnih gasilcev tega praktično ni mogoče rešiti. Tukaj se tudi tebi enako zdi? Hotel sem v bistvu poudariti to, da v primeru, predvsem zdaj, kot je rekel Sašo, so predvsem te ujme razne. Včasih so se gasilci bolj srečevali z požari, dimniškimi požari in takimi zadevami. Ne. Zdaj so pa intervencije zelo razširjene tudi na te ujme in razne tehnično zahtevne intervencije. Ne. To sem hotel povedati, da v bistvu, kar se tiče vremena, se mogoče pozna predvsem na teh nenadnih prihodih vode in teh hudih požarih, ki jih mi prej sploh v Sloveniji nismo bili vajeni. Ker če gledam 10 let nazaj, so bili požari, ampak ne tako pogosto v tako velikem obsegu. Ne. Ja, verjetno je ta požar, ki ste ga pomagali gasiti lani, pustil precej izkušenj, bomo rekli, pa verjetno mogoče tudi kakšen problem. Mislim, kako ste se lani soočali s tem, to je bil dolg požar, Kras je gorel kar nekaj časa, verjetno ste bili precej izčrpani. Obalna gasilska zveza, spet se pravi mestne občine Koper, gasilci nismo bili aktivirani takoj na ta požar, ker je tudi tukaj požarna ogroženost bila velika. In zamislite si, da grejo društva pomagati na Kras in zagori, ne vem, Socerb, kot je bil potem kakšen mesec po tistem požaru, pač nepredstavljivo. Ne? Tako da smo bili aktivirani praktično ad hoc, zdaj vas rabimo. Kaj reči? Tako je, kot pozivnik zazvoni, ne razmišljamo ali iti ali ne iti, pač gremo. Ne? Izkušnje so bile res v bistvu nepredstavljive za nekatere mlajše generacije, ker konec koncev jaz sem starejši, pa takšnega obsega požara mislim, da v Sloveniji ne pozna nihče, razen tistih par ljudi, ki je včasih hodil kaj v tujino. Ne. Vidim, da imate oba dva precej kratko pričesko. Je tudi to zaradi požarne varnosti? Ne, moje je zaradi let. Moja predvsem zaradi lažjega rokovanja z njo. Imate kakšnega dolgolasca v društvu mogoče? Ne. Ne? Razen deklet? Ne. Te pa imajo dolge lase. Seveda, hvala Bogu. Sicer zdaj ste že nekajkrat rekli aktiviranje načrta, ko nas pokliča. Na kakšen način je sploh prostovoljno gasilsko društvo organizirano? Kako dobite obvestila o požarih? Gasilsko društvo, če gremo malo v način vodenja, je pač društvo tako kot vsa ostala. Ima predsednika in upravni odbor, ki se ukvarjajo z vodenjem društva, in ima poveljnika oziroma poveljstvo, ki se ukvarja z operativnimi zadevami. Poziv pride zmeraj preko številke 112, ne? Se pravi, tisti, ki potrebuje pomoč, pokliče na to znano številko 112 in potem pač se sprožijo po določenih kriterijih tako gasilska brigada kot lokalna prostovoljna gasilska društva oziroma širše, če je potreba večja. To pa se obveščate po SMS-ih potem ali kako? Obstajajo pozivniki
in seveda pač neke moderne internetne aplikacije, ki omogočajo, da ni treba zmeraj tiste škatlice zraven nositi, ampak pride to na telefon. No. Aha, torej dejansko ste nekaj časa še nosili tisto škatlico zraven. Pozivnik smo nosili, ja. Tisto je najbolj sigurno, edina uradna način za alarmiranje, vendar ljudje smo na komoti in dveh stvari ne nosimo ponavadi s sabo. Pa to pomeni, da ste ves čas v pripravljenosti, celo leto. Ja. In kaj to pravzaprav pomeni? Da imate nekje ves čas zraven neko torbo, doma, kamorkoli greste, kjer imate stvari že notri spravljene? Ne, to v bistvu je tako. Ti se pač živiš svoje življenje normalno kot vsak dan, počneš vse stvari, hodiš v službo, ne vem, hodiš z družino na izlete, imaš družinske srečanja. Normalno se, kot vsak dan živiš svoje življenje, ampak preko teh prej pozivnikov si ves čas vpet v ta sistem alarmiranja. Zdaj tudi, pač, kot je rekel, preko telefonov. In ko dobiš poziv, greš v svoje društvo, to velja za celo Slovenijo v bistvu enako, ne? Greš v svoje društvo, tam preko poziva ti že nekako dobiš neke smernice, kaj se dogaja, kakšen požar je. Ali je požar objekta, ali je neka druga nevšečnost, nesreča. Ti prideš v društvo in tam dobiš podrobne informacije od trenutnega vodja intervencije in potem se zadeva spelje, se obleče, se spravi v vozila in hiti na pomoč na lokacijo. In kako določite, kdo je vodja intervencije? V bistvu praviloma je tako, da vodja intervencije vedno, če je prisoten, je poveljnik. Ne? Ta začne zadevo. Ne? Potem se gre pa po hierarhiji dol, glede na način oziroma položaj v društvu. Ne? In kako pa potem pridobivate vse te čine? To začnete že res pri zgodnjih letih ali so otroci šele v neki fazi igre? Otroci so v fazi igre, ampak tudi oni skozi igro morajo pridobivati gasilska znanja. Tudi otroci pridobivajo neke čine oziroma značke za opravljene veščine. Ko preidejo v 16 leti, lahko začneš delati tečaj za pripravnika. In potem, ko opraviš za pripravnika, z 18 leti lahko narediš tečaj za operativnega gasilca. Je pa ta dva tečaja, sta pa približno 230 ur. In kako pa to izgleda? To se učite vrste strešnih kritin, sem slišala. Kaj so še, česa še se učite? Marsičesa se učimo, ne? Marsičesa se učimo, marsičesa se tudi ne naučimo, pa dobimo znanjem skozi dogodivščine naše, ne? Dejansko je kar širok obseg nabora znanja, ki ga ti gasilci morajo pridobiti. Na koncu upravljajo tako pisni kot praktični del izpita in če grejo to skozi, lahko po upravljanju še zdravniškem izpitu postanejo operativni gasilci in jih potem pač jemljemo s sabo na intervencije in znanju primerno tudi uporabljamo na sami intervenciji. Ker poleg tega osnovnega izpita za gasilca in potem vseh raznih nadaljnjih izobraževanj za pridobivanje činov, obstajajo še izobraževanja za specialnosti. Ne? Te specialnosti pa potem delijo vse te stvari. Zdaj, kakor ste rekla prej, se moraš spoznati tudi na strešnike, na kritine. Ja, dejansko gasilec, ko pride na streho, se mora znati obrniti, se mora znajti na tej strehi, kako se bo varoval, kam se bo privezal. Tako da ja, mora poznati tudi malenkost v bistvu samo zgradbo, kako je streha zgrajena. Ne? Ravno tako pri odpiranju vrat, recimo, je dobro vedeti, kako so vrata vpeta, kakšna vrata so, recimo. Ne? Zdaj imaš različna vrata, ki so, ne vem, protivlomna. Moraš vsaj približno vedeti, kam lahko pritisneš, da boš zadevo lahko odprl. Ne? Sicer mi se ne ubadamo z tehničnimi intervencijami, kar se tiče prometnih nesreč z avtomobili, tudi nimamo orodja, ampak pri takih intervencijah tudi gasilec mora vedeti, kam pritisniti s škarjami na vozilo, da bo čim hitreje in
in z lahkoto odprl avto. Ne. Tako da moraš v bistvu poznati res širok spekter teh zadev, da se znaš hitro potem tudi odločiti, kako boš pravilno postopal v nekem postopku. Ne. In s temi dodatnimi tečaji za specializacije pridobivaš tudi znanje na tem področju. Ne. Od uporabnika izoliranega dihalnega aparata, recimo za tehnično reševanje. Potem imaš tukaj prve posredovalce, kjer na tečaju za prvega posredovalca pridobiš znanja iz prve pomoči, ki so v bistvu malo več, kakor jih pridobiš pri tečaju za zdravniški, za izpit za avto. Ne. Cel širok spekter teh izobraževanj in pridobivanja znanj je tlele še potreben potem po izpitu za gasilca. Ne. Da se ti kališ in kadar se ti pokaže potreba po tem znanju, da ga lahko uporabiš, ki si ga pridobil. Ne. Kdaj pa lahko otrok se začne ukvarjati z gasilstvom? Ne. 7 leti. V bistvu je bilo prej pravilo prvošolčki. Ne. Zdaj pač prvošolčki niso več pri 7 letih. Ne. Ampak ja, 7 let je ta meja neka. Imate še odprte prijave ali se lahko prijavijo tudi mogoče sredi leta? V bistvu ja, sredi leta lahko tudi pridejo zraven. Vedno so dobrodošli. Otroci so vedno dobrodošli, tako da. Jih imate dovolj? Je še zanimanja med mladimi zato, ker tu ni veliko zaslonov, pa pravijo, da se zdaj otroci samo še z mobiteli ukvarjajo. Ne, zaslonov res ni. Ne. Je težava in se bojimo, da bo ta težava zmeraj večja, ker otroci počnejo tisto, kar jim je najlažje in najbolj samoumevno. Jaz tukaj apeliram malo na starše, naj razmišljajo o tem, če vidijo, da ima otrok vsaj malo želje pri tem, ker konec koncev to delajo, ne delajo za svojega otroka, zase, za svoj kraj, konec koncev tudi za našo državo. Ker smo specifika na tem področju gasilstva, to nam zavida cel svet in jaz močno upam, da bo to ostalo, da bo še trajalo in trajalo. Vi morate vedeti, da gasilci v Sloveniji smo po mojem edina organizacija, ki lahko dejansko v parih dnevih sestavi vojsko 100,000 ljudi. Ne, dejansko. Ja, največja nevladna organizacija, bi lahko rekli. Pa največja nevladna, pa najbolj ljudstvo zaupajo, se pravi gasilstvo. Ne, so bile neke ankete, pa smo bili gasilci kot najbolj zaupanja vredni. Ne. Dejansko se res pač pokaže tista naša dobra volja, kadar je to najbolj potrebno. Ja. Mislite, da se mogoče kateri starši bojijo, da otrokom raje ne pustijo vstopa v gasilstvo, ker je prenevarno? Saj sliši se tako na prvi pogled. Poglej heroje, ki iz plamenov rešujejo ljudi. Nevarno je tudi rezati čebulo. Tudi tam se je že kdo urezal. Ne? Vaja dela mojstra, tako kot pri rezanju čebule, tako tudi pri gasilstvih. Obstajajo protokoli, obstajajo vaje, obstajajo načini, kako se tisti faktor varnosti zniža na minimum. Seveda, nesreča se lahko zmeraj zgodi, tukaj pa ne moreš priti, malo sreče tudi v življenju moraš imeti. Ampak načeloma so dokaj varne vaše intervencije, ali? Iz vidika pač skrbi za varnost so vedno varne, ne? Ker je poskrbljeno in za opremo in za ljudi, ki rokujejo z njo, da imajo znanje in da je oprema ustrezna. Zdaj, v nevarnost na vsaki intervenciji lahko človek, vsak posameznik sam sebe spravi. Ne? Ti moraš vedeti, da na nek način na intervenciji, kakšne intervencije, ki so večje, kjer se zadeve odvijajo zelo hitro, se lahko zgodi, da ljudje malo pozabijo na varnost sebe in na ta način lahko ogrozijo tudi varnost drugega. Ne? Tako da varnost, delo gasilca je nevarno, pač, ker imaš več dejavnikov, ki te lahko hitro spravijo v neko nevarno situacijo. Ne. Če ti postopaš, kot je rekel Sašo, po postopku, tako kot si se ti naučil,
in zraven še upoštevaš svoje izkušnje, jaz mislim, da boš zelo, zelo varno delal, ker ne nazadnje ni dosti nekih hudih nesreč ali pa ne vem, incidentov pri našem delu. No. Se zgodi kdaj zaradi tega, ker pač je tudi sama intervencija se spremeni v momentu, ne, in se lahko te preseneti, ampak načeloma se mi zdi, da če so fantje izurjeni vsaj nekoliko, da znajo kar pomisliti. Smo tu v naši ekipi, potem ti zabrenzaš koga, ne. Rečeš, hej, ne vem, vidiš lojtro, kako po stani stoji lestev, rečeš, to ni v redu, pošlješ človeka dol. Tle igra veliko vlogo dejansko ta vodja intervencije, takrat, kadar govorimo za enote, ne same, ki grejo recimo, ali pa ne vem, skupine, ko gre na intervencijo, ne. Pri velikih intervencijah potem so itak vodje oddelkov, enot, pač se to razdrobi, ne. Ampak vedno tisti, ki nadzoruje tisto, ali je skupina 3 ljudi, ali je recimo, ne vem, enota, vedno je nekdo, ki skrbi za te ljudi in opazi, popravi, preden se zgodi nesreča. Zato mislim, da dejansko res ni dosti nesreč, ne, pri našem delu tako takih. Kaj pa ste že opravila kakšno res nevarno intervencijo? Mogoče kak električni transformator, kaj takega, da je bil v igri? Električni transformator niti ni tako zahteven, ne. Vse stvari, ki so na prostem, so nekoliko lažje za samo delovanje gasilcev, ne. Bolj zahtevne so neki stavbni požari. Zamislite se ta studio, pa da se ne vidite z vitom na pol metra, ne. Se pravi, moraš res zaupati človeku, ki ga imaš s sabo, in zaupati v svoje znanje. To je edina rešitev tega, ne. To so najzahtevnejše intervencije. Pri vseh ostalih, ki ti vidiš, je pa dovolj, da vklopiš svoje možgane in delaš po tistem, kar ste se naučili, in načeloma do težav oziroma nezgod ne sme priti. Moje recimo, če lahko pač izpostavim eno intervencijo, kjer mi je bilo mogoče res malo bolj strah. Takrat, ko je bil žled v Sloveniji. Strah me je bilo pa to, ker pri tistem delu smo se srečevali s napol podrtim drevjem, ki je bilo pod težo leda in snega vpeto vse možne načine. Takrat me je bilo najbolj strah, ko smo žagali, no, če povem po pravici. Takrat me je najbolj bilo strah, ko smo žagali, ker si neposredno blizu drevesa, ki je napeto kolok, in ko zažagaš, čutiš, kako se to nenadzorovano poka, ne. Takrat mi je bilo najbolj, no, da ne bom dobil kakšno vejo na glavo ali pa da ne bo kakšna veja se izstrelila proti meni, no. Drugače pa... Višine vejo pa ni strah? Ne, čeprav jaz pri sebi opažam, da z leti recimo dobim mogoče ne strah, ampak neko dodatno previdnost, kadar se nahajam na višini. Ne, da se mi tresejo noge, ampak sem bolj previden oziroma oprezen kot nekdo, ki je 15 let mlajši od mene, recimo. Ne? To je edino. Drugače strah pa ne, pred višino. Ste pa imeli kdaj mogoče kakšen primer koga, ki ga je bilo strah višine? Tudi če se zdaj ta zadnji tečaj, ki je bil za operativne gasilce, smo imeli nekaj deklet in fantov, ki jih je bilo strah višine. Ampak enostavno počasi, z zaupanjem vase, z zaupanjem v opremo, z zaupanjem v ljudi, ki jih imaš okoli sebe, so vsi šli po tej naši božji lestvi do, ne vem, prvega nadstropja. Noben ni rekel na koncu, ne, pa ne grem, ne. Se pravi, da tudi strah se lahko premaga. Lestve imate sicer dobre, slišim, da je zdaj zelo popularno kupovati nove lestve na obali. Aha, to imate predvsem verjetno v mislih, motorizirane lestve, ne? Tako je. Mi imamo lestve, ki so motorizirane samo s pomočjo ljudi, tako da imajo 2 noge, oziroma če je večja lestev, jih je več, no. Tako da, ja. Imamo dobre lestve, ja. Vsa oprema mora biti tipizirana in atestirana.
Koliko pa imate zdaj opreme? Naprimer, kako veliki ste v primerjavi naprimer, s koprsko, ki je profesionalizirana postaja? Koliko avtov imate? To je neprimerljiva zgodba. Poklicne gasilce in prostovoljne gasilce v mestni občini Koper ni mogoče primerjati, ne? Ker je pač organiziran način, da je osrednja enota za zaščito in reševanje gasilska brigada Koper in potem so pač prostovoljci hkrati alarmirani pač na svojem požarnem okolišu. Drugod po Sloveniji je mogoče nekoliko drugače, ker so nekje tudi prostovoljna gasilska društva osrednje enote, ne? Se pravi tiste, ki so aktivirani povsod. Pri nas so v mestni občini Koper so prostovoljna gasilska društva rangirana v neke kategorije in 5 jih je v drugi kategoriji, 5 v prvi kategoriji in tako so tudi nekako opremljena približno vsaj enako, zato da imamo približno enake pogoje dela. Kakšna je pa sicer razlika med prostovoljnim gasilstvom pa profesionalnim gasilstvom? Je sploh kaj razlike? Razen v plačilu, seveda. Razlika je predvsem v tem, da mi to delamo prostovoljno, ne? In smo, bi rekli, na razpolago skoraj da 24 ur vse dni v letu. Oni so pa v službi tako, kot opravljamo mi svojo službo, ne. Dejansko so oni bistveno bolj izurjeni za stvari, ker to delajo vsakodnevno, mi tega ne delamo, imajo bistveno modernejšo opremo, pa bistveno več vozil, ne. Ampak, če se malo pošalim, več kot znaš, več kot imaš vozil, več kot imaš opremo, moraš tudi več delati, ne. Pa bi vidva mogoče še lahko postala profesionalna gasilca, če bi se zdaj odločila za to? Jaz sem prestara, dejstvo, ker malo sem se zadnjič pohecal, ki je bil v gasilski brigadi, pa so rekli, da ne glede na leta, gušter je gušter, ne bom več. Zdaj ne vem, po najnovejših podatkih, ali se je kaj spremenila ta meja, ampak je omejeno z leti. Ne vem, pač včasih je bila 25, 26. Prav je, da pridejo mladi fantje, ki imajo željo, voljo in ki so zato tudi nekaj pripravljeni žrtvovati. Mladi fantje. Kako pa je kaj z dekleti? Jih je manj interesa med dekleti? Recimo, ne vem, mislim, da vedno več interesa med dekleti, no. Včasih, po mojem zdaj, upam, da ne bom koga razjezil, ampak je bilo precej bremzanja to, ne, da bi se dekleta ukvarjala z gasilstvom, predvsem aktivno govorim z tem delom z intervencijami, ne. Moje mnenje je, da dekleta je treba čim bolj porivati tudi v te vode, zato ker mešana družba, se pravi moški, ženska, deluje najboljše, zato ker dekleta imajo neke svoje vrline, ki jih moški nikoli ne bo imel, ne, in pripomorejo tudi v tem delu intervencijskem gasilstva veliko. Tako da ja, jaz to ful podpiram, včasih pa je bilo toliko kontra, ne. Ni bilo dosti podpore za imeti ženske. Ja, bila za počistiti gasilski dom, za skuhati kakšno kafe, recimo, ne. Ampak, ko se pride do dihalcev, pa oblek, to pa ne več, ne, to ženska ni. Poznam dekleta, ki so naredile izpite za izolirni dihalni aparat in tudi na intervencijah aktivno delajo, ne. Je pa res, da pač glede na fizično moč se ne morejo primerjati na nekaterih intervencijah z moškim, ne, in ne morejo opraviti, predvsem glede fizične, čeprav nekatera dekleta, ki so natrenirana, so lahko tudi močnejša od moža kakšnega, ne. Ja. Pa manj kisika se porabi, ne, da imajo ženske zelo radi za delo na podmornicah zaradi tega. Ja. Dokler je ne razjeziš, ne diha dosti, ja. Saj verjetno ravno to, da ste in moški in ženske ustvarjate tudi nekako boljše vzdušje, si predstavljam mogoče? Ja, vsekakor. Ja, pač jaz sem prvi pristaš tega, da se tudi dekleta vključujejo v te zadeve, ker konec koncev vsak človek lahko pokaže tisto, kar najboljše zna. Mogoče ne bo mogla nositi dihalca, bo pa zato lahko nekaj drugega bistveno boljše opravljal kot nekdo drug. Tako da
to ni težavno. Predvsem prva pomoč, recimo. Prva pomoč je za dekleta pač pisana jim na kožo, ne? Ker so bolj pozorne, recimo, kot smo moški. No, zanimivo opažanje. Sicer pa prav ravno ta solidarnost, medsebojni odnosi so verjetno izjemno pomembni pri prostovoljskem gasilskem društvu. Kako se vam sploh zdi, na primer, to, sama sta, se pravi, prostovoljno šla v prostovoljstvo in marsikdo bi rekel, zakaj imamo nekaj tako pomembnega, kar skrbi za življenje ljudi v Sloveniji, da bazira ravno na prostovoljstvu. Se vam zdi, da bi mogli biti plačani mogoče ali kaj takega? Živimo v zelo komercialnem svetu, v svetu tržnega gospodarstva in lansko leto, če se spomnite tistega požara, je gospod Boscarol omenil, da bo namenil neka sredstva gasilcem. Moje osebno mnenje je, če bi temu bilo tako, da bi vsak posameznik dobil neka sredstva, zato ko je bil pač na požaru, bi bilo to konec prostovoljnega gasilstva, ker bi se začeli ukvarjati samo še z denarjem, ne pa s tistim, kar smo se toliko časa ukvarjali. Je prav, da društvo dobi, da lahko opremi operativce, da lahko vzdržujemo vozila, da so te vse stvari tako, ko mora biti, vendar ko bo enkrat prišlo v plačilo, bomo zgubili ta čar, ki ga Slovenija ima. Tudi ljudi bomo zgubili, po mojem, zato ker bojo ljudje enostavno nehali, oziroma ne bomo, bi zgubili, ker ljudje bi enostavno nehali se odzivati, ker ne bi bili dovolj plačani, recimo. Pomembno je, da dosežemo to, da so društva vsa dobro opremljena in da dobivajo čim novejše oziroma sodobno opremo, in da stremimo k temu, ne? Ker pomembno, da je društvo opremljeno ne samo z vozili, ampak tudi z oblekami, z zaščitno opremo pač osebno, ne? Da to niso neke stare čelade, sicer tudi ti več kot toliko jih ne smeš niti več uporabljati, zato ker ko preteče rok uporabe, pač enostavno ne moreš več uporabljati na intervenciji. Kaj to pomeni, da čeladi preteče rok uporabe? Da ni več uporabna, se pravi, da jo moraš zavreči in kupiti novo. Tako, vsaka oprema ima svojo življenjsko dobo, ki jo predpiše proizvajalec, ne? Ravno tako za obleke, za čevlje, za rokavice, za vse, ne? Ker bi se lahko stopila ali kaj takega? Proizvajalec je predvidel življenjsko dobo, tako kot velja za, ne vem, vodo ustekleničeno, ne? Proizvajalec je predvidel, da pač lahko eno leto stoji na polici in nič več, tako je predvideno tudi za čelade, uniforme in vse stvari. Vsaka stvar se stara, ne glede na noč, če pogledate mene, se tudi stara, ne? Imam tudi omejeno življenjsko dobo, malo heca, tako velja za vse stvari, no. Pač v zadnjih letih se zmeraj bolj stremi k temu, da so vse stvari da se čim bolj držimo predpisov, zaradi tega, ker konec koncev naša varnost je odvisna od tega in Bog ne daj, da se nekomu zgodi nekaj z neko čelado, ki več ni bila uporabna, ne. Potem bo poveljnik tisti, ki bo nosil odgovornost in na koncu tudi predsednik društva, ker tako to v gasilstvu gre. Ja. Zato je zelo pomembno, da se v bistvu poudarek da na plačevanju oziroma financiranju nabave opreme in čim boljšemu delovanju društva, ne pa kot posamezniku v društvu, ne, se pravi plačevanje, izplačevanje ur na intervencijah. Mi smo tle vsi pač zastonj, ne. Tudi predsednik društva in poveljnik društva in vsi člani upravnega odbora in poveljstva in konec koncev tudi člani društva stremijo k temu, da društvo živi, ampak ta svoj čas in voljo podarijo v bistvu za dobrobit krajanov tistega svojega požarnega okoliša, ki skrbijo zanj, ne. Tako da to Bog ne daj, da pride do financiranja posameznikov, ker potem se bo komplet, cel svet gasilstva se bo podrl v Sloveniji, tega prostovoljnega, v momentu. Kako pa imajo v drugih državah to urejeno? Prej sta omenila, da bi ljudje, da nam lahko zavidajo, kako imamo to pri nas. Različno od države do države. V veliki večini držav je bazira vse na poklicnih enotah.
v veliki večini držav. Če pogledamo že čez mejo, ne, v Italijo je precej drugače. Ne. Poklicni gasilci so aktivirani samo za stavbne požare, za prometne nesreče, tehnične intervencije. Recimo prostovoljni gasilci tam sploh niso v nekem sistemu, ampak pomagajo njihovi civilni zaščiti pri gašenju gozdnih požarov. Ker recimo Slovenija in po mojem Avstrija ima tudi precej dobro to prostovoljstvo organizirano, tako kot jaz pač poznam zdaj. Ampak v Sloveniji smo res lahko ponosni predvsem na ljudi, ker so ljudje toliko požrtvovalni, da imamo tako razširjeno zadevo. Ne. Sta tudi vidva iz tega samaritanskega vzgiba šla v gasilstvo ali vam je bilo pač fino družiti se s prijatelji? Jaz vam povem po pravici, ko sem bil jaz majhen, smo imeli gasilce pa fuzbal in oboje smo se ukvarjali. Zdaj so ostali samo še gasilci, ko za nogomet so noge oddelali svoje. Jaz sem se tako zelo zanimivo v bistvu začel. Meni so gasilci mi bili vedno zanimivi. Tako nisem nikoli razmišljal kot otrok, niti kot srednješolc, da bi bil prostovoljni gasilec, ker jaz sem iz mesta in mi nismo imeli nikjer društva prostovoljnega v bližini, da bi sploh slišal, da bi se srečal s tem. Ne. Sem pa potem, ko sem bil v Ljubljani, po srednji šoli sem pač ostal in sem tudi delal v Ljubljani in živel, sem dobil družbo, ki so bili fantje gasilci. In enkrat sem bil povabljen na nek piknik k enemu dečku, ki je tudi pripadal gasilskemu društvu in tam so fanti, nekako je pogovor tekel v to smer v gasilcih in sem jaz izrazil, pa to je bilo zanimivo tudi za me, ne, to bi probal mogoče. In takrat so mi fanti rekli, pridi takrat v društvo, boš podpisal pristopno izjavo in takrat se je potem moja pot začela. Ne. Tako da jaz sem gasilstvo me je prijelo potem z obema rokama, no, in me je potegnilo. Dejansko bom rekel točnega števila zdaj, 15 let nazaj, no, kaj takega. Je imel gasilec samo kaj prste vmes pri tem, da se je zdelo? Ne, sem pa gledal risanko, ampak ne, prstov ni imel nič vmes, pa tudi nobenega samota ni bilo zraven, se mi zdi, ne, tako da ne. In tako sem jaz začel svojo pot, v bistvu, ja, kot na pikniku. Na pikniku v bistvu se je rodila ta ideja in še zdaj me drži, tako da ne mislim tudi nehati. No. No, super. Si že rešil kakšno mačko z drevesa? Ja, v bistvu je nisem rešil jaz, se je rešila sama, ker smo šli z Lojtro gor in maček je mjavkal, se nas je ustrašil, je šel po drevesu in dol nekako potem, ne. In ko smo mi prišli z Lojtro spet na tla, je maček bil spet čudežno na strehi, tako smo je dvakrat ga probali rešiti, zato ker je lastnica vztrajala. Ampak potem nam ni rata tega mačka rešiti, ker se je reševal sam. Ko smo mi šli gor, je šel on dol, ko smo mi šli dol, šel on gor. Tako da, ja, ne, razen Sašo, če si ti še kakšnega drugačen način reševal. Če se malo pohecamo, lahko rečemo, ko bo maček na smreki, ne, maček pridi dol, če ne bomo požagali smreko. Pa je takšnih klicev sicer veliko, ali se ljudje vseeno bolj oglašajo kaj resnega? Tako, v večini primerov gre za resne zadeve. Moje osebno mnenje, maček je splezal gor, bo prej slej tudi prišel dol, ker pač življenjski nagon ga bo privabil k tlom. Ne? Ljudje smo včasih malenkost nestrpni, pa bi želeli rešiti situacijo takoj. Tudi pri intervencijah, ko je velika masa, vsi bi si želeli gasilce takoj, ampak je to nemogoče, ker pač nas ni toliko in ljudje morajo začeti delovati samozaščitno in se na neke dogodke začeti pripravljati in tudi sami, če se le da reševati, da se bojo gasilci ukvarjali s tistimi resnimi težavami, ko ljudje pač sami ne zmorejo rešiti svojega imetja. Ja, je pač treba vseeno to vedeti, da tudi živali morajo biti rešene, ne? Tako da v primeru nekih zadev resnih, tudi če to en majhen mucek, če pade v kanalizacijo in da se ga ne da ven dobiti ali pa v neko gnojno jamo, je treba se odzvati in to živalco rešiti čim prej. Ne?
ni važno, je to mali mucek na drevesu, tudi lahko se zapleza kdaj, ne. Zdaj, če je resna situacija, se bomo odzvali, vsekakor. Jaz sem se prej hecal, zato ker dejansko so tisti mucki bili videti, da oni tekajo gor in dol. Sam gospa enostavno ni razumela, da je tistemu mačku fajn gor dol iti, ne. Je pač klicala gasilce, tako da hočem poudariti, da nujno je treba se odzvati, tudi če je žival v nesreči. Zato ker naše poslanstvo v bistvu je v primeru intervencije neke večje, je tako, da rešujemo prvo življenja ljudi, potem rešujemo življenja živali in kot tretje rešujemo imetje, ne. Tako da vseeno se odzovemo in moramo nekaj rešiti, tudi če je najmanjša živalca v nevarnosti, ne. Kako se vam pa zdi, da je požarna varnost tukaj v slovenski Istri na visokem nivoju? Ali so problemi potem ponavadi zaradi turistov, ki hočejo povsod delati piknike? Jaz osebno mislim, da morda so ljudje ali pa smo ljudje, bom dal sebe v isti koš, mogoče malenkost nepazljivi večinokrat pri nekem kurjenju v naravnem okolju. Ne predvidimo, da se lahko požar hitro oziroma tisti ogenj hitro zbeži in je potem težava, ne. Dejstvo je, da če bi, ne vem, kresove recimo, ne, dovolj daleč od grmovja, dovolj daleč od dreves naredili, ne bilo nobenega težave, ampak nikomur se ne da premakniti tistega dračja ali pa tistih stvari, ki jih ima za kuriti 50 metrov stran, ker je pač to delo, ne, in potem so pa gasilci tisti, ki morajo pač to reševati. Marsikaj bi se da lahko preprečilo, sploh v naravnem okolju. Zaščita, ne, se pravi, priprava kurišča, bi rekel človek preprosto, ne. Pravi, če imaš ti majhen ogenjček in hočeš si skuhati eno kafe gor, boš obložil s kamni, ne, očistil vse suho dračje okoli, mogoče meter okoli, ne, in si lahko skuhal tisto kavo, ne. Če imaš velik ogenj, boš mogel toliko več očistiti okolje, da boš varno izvajal kurjenje. Tako da ja, predvsem to, ja. Je predpriprava je pomembna pri takih zadevah. Kako pa je s kakšnimi... Pa seveda z zakonom je treba biti, ne. Če ne smemo kuriti, potem ne smemo kuriti. Tako, tukaj ni debate. Kadar se tako reče. Ja. Tako je, pardon, ker sem uletel besedo, kadar je prepoved kurjenja v naravnem okolju, jaz še enkrat apeliram in prosim vse, ne kuriti, ker gasilci imajo dovolj dela in ni potrebe, da zaradi neke malomarnosti ali pa neposlušnosti gasilci morajo izvažati, ne? Ker ko mi dobimo poziv, gori v naravnem okolju, mi do tistega trenutka, dokler se ne prepeljemo na samo lokacijo, ne vemo, kaj tam dejansko je, ne? Lahko je nekaj majhnega, lahko ni nič, ampak enostavno, kadar pride poziv, mi se moramo odzvati, kot da gre za najbolj resno stvar na svetu, ne? In marsikdaj smo tudi že izvozili, ko ni bilo potrebno, ker je pač nekdo videl dim sredi gozda, tam je pa lepo nekdo počistil, pa tisto malo zakuril. Pa noben ga o tem obvestil, kar je še najbolj pomembno. Vsako kurjenje v naravnem okolju je potrebno prijaviti na gasilsko brigado v Kopru. Kako pa ravnate, na primer, v primerih kakih posebnih intervencij? Na primer, pri Zvezi gluhih in gluhonemih so mi dejali, da kot je njim znano, gasilci nimate posebnih postopkov za delovanje z gluhimi in gluhonemimi. Je temu res tako? Da bi jaz vedel, je temu res tako, oziroma nimam nekih drugih navodil. Dejansko v primerih, kadar zagori v njihovem okolju, ne, bi rekel, so oni dolžni izvesti evakuacijo, ne, se pravi ljudi njihove spraviti ven. Konec koncev, ko bo situacija taka, se ne bomo dosti pogovarjali, ne, ampak bomo pač poskušali čim hitreje te ljudi rešiti, ne, na takšen ali drugačen način, ne. Na bazi pač prostovoljnih društev to ne more niti noben pričakovati od nas, da se bomo zdaj izobraževali še v znakovnem jeziku, ne, ker mislim, razen če se nekdo s tem ukvarja, ne, ali pa da bi se nekdo hotel samo od sebe, ne. Kadar pride do velikih evakuacij, kakšnih centrov, bolnic in tega itak posreduje v momentu ogromno enot, ki postavi svoj štab in
In v tem štabu potem se dirigira vse, se zaprosi. Tudi, mi kot recimo, če govorimo o nekem večjem, ne veki za večji zadevi, mi kot gasilci imamo na voljo ogromno v bistvu teh služb, ne, za katere lahko zaprosimo. Ne. Tako da v primeru velikih zadev imamo vse na voljo, praktično. Ne. Odvisno je, v kolkem času se potem to odzove, ampak načeloma zelo hitro. Kar se tiče pa naših intervencij društev, če bi imeli mi recimo nek center na svojem področju, tak, verjetno bi razmišljali tudi v smeri izobraževanja za te potrebe. Ne? Vedno se moraš ti prilagoditi potrebam, ki jih imaš v svojem požarnem okolišu. Ne? Pa če takrat ti bo zmanjkalo nekaj, ne? Ali pa nekomu nekaj ne bo všeč, ali pa se mu zdelo premalo. Ne? Tako da zelo dobro so recimo, zelo dobro je, če nekdo, ki opazi nek manko pri neki zadevi, da nas opozori mogoče na to in potem bomo mi poskušali se izobraziti ali pa nekako pridobiti sredstva, da bomo zagotovili tudi tistim zahtevam. Ne? Tako da načeloma, če pride do večjih intervencij, so na voljo tudi prevajalci, so na voljo pač vse te službe, ne? Tudi podpora za ljudi, za pogovore, za kakorkoli. Ne? Vse je na voljo, samo odvisno je od intervencije in zdaj, kakšen obseg je to. Ne? Imate v vašem okolišu tudi kakšne posebnosti, da ste se jim morali... Nekih specifičnih, nekih hudih posebnosti ni. Ne? Pač mi pokrivamo občino Ankaran in krajevno skupnost Hrvatini v našem požarnem okolišu, širše pač na področju mestne občine Koper. Nekih, so v Ankaranu neki hoteli, šole. Šole so mogoče pa Ankaran, Adria, ne, recimo. Ja, ali pa ne vem, center Draga na Debelem Rtiču, pa mladinsko zdravilišče na Debelem Rtiču, ampak dajmo potrkati pa reči vse najboljše, pa tam se ne bo nič zgodilo. Buh ne dej. Ampak v vsakem takem primeru se odzove potem veliko število pač enot. Ne. Tudi gasilska brigada Koper v bistvu je potem prva, ki diktira, kaj in kako dalje. Ne. Oni tudi postavijo v primeru nekega doma, da je treba evakuacijo narediti zaradi požara velikega, oni vzpostavijo kompletno delovanje, intervencije in potekne. Oni vodijo vse. Ne. Mi se samo priključimo in sledimo navodilom naprej. Ne. So oni tudi starejši, potem kdaj so jih ustanovili od vašega društva, mogoče veste? Gasilska brigada Koper, predvidevam, da je bila ustanovljena pred našim gasilskim društvom, ne? Zato ker takoj po drugi svetovni vojni so Hrvatini spadali pod Republiko Italijo še takrat in šele leta 1954 so jo priključili takratni Jugoslaviji. Ne? In po tistem je bilo tudi, so se pač večina italijanskih občanov oziroma vaščanov Hrvatinov izselila in so v tiste hiše so se naselili štajerski priseljenci, ki so prišli delati tovarno Tomos in oni so ugotovili, da v Istri pa ni gasilstva, da pa mogoče ne bi bilo tako slabo, da gasilsko društvo v Hrvatinih začne. Ja, v bistvu tle imam nekaj istočnic, lahko tudi zdaj, ki smo lih na to temo. V bistvu je neka krajevna skupnost je ustanovila 55. leta odbor za ustanovitev društva, ne? Gasilskega društva v Hrvatinih. Ker, kot je rekel Sašo, priseljenci, se pravi tisti, ki so oziroma živeči tam v tem kraju, so ugotovili, da bi bilo dobro imeti neko organizacijo, ki je bila v bistvu že zelo razširjena drugod po Sloveniji, gasilsko, tudi v svojem kraju, zaradi tega, da se hitreje rešuje požare. Morate vedeti, da v tistem času so bili objekti več ali manj zelo goreči. Ne? Več ali manj je bilo, struktura objektov je bila lesena, so bile predvsem zelo, zelo požarno ogrožene so bile hiše. Ne? Če kaj šlo
po zlu je hitro zagorelo. Ne. In so 55. leta v bistvu naredili ta odbor. Ne. Potem se pa v prvi polovici 1956 se je zbralo potrebno število teh članov za ustanovitev gasilskega društva. Ne. Kar je pač sledilo 9. junija 1956 je bil pa prvi občni zbor gasilskega društva Hrvatini. Ne. Tako da v bistvu društvo PGD Hrvatini je bilo 56. leta ustanovljeno. Takrat je bil prvi občni zbor. Ne. Tudi Tomos, ker je rekel Sašo, dosti ljudi je bilo zaposlenih v Tomosu, so 57. leta so dobili na Hrvatinih prvi dom gasilski. V bistvu je bilo to neko orodišče, v katerem so imeli tisto opremo, kakor so si jo pač lahko privoščili v tistem času. To je bilo bore malo, predvsem ročno orodje. Ne. Je pa Tomos bil velik pokrovitelj tega društva, no, in je tudi dosti pomagal in v uporabo je dal tudi vozilo. Prvo vozilo, Fiat furgon je bil Fiat 1100, ki so ga dali samo v bistvu v uporabo društvu. To je bilo neko servisno rabljeno vozilo iz Tomosa in so ga dali skupaj s šoferjem. Se pravi, noben ni mogel šofirati od članov društva, ampak Tomos je dal svojega šoferja. Ne. Sicer to vozilo je potem tudi ostalo v društvu. Ga imate še vedno? Ne, kje? V bistvu najstarejše vozilo je naš UAZ, to je staro rusko terensko vozilo, ki ga je Jugoslavija razdelila po društvih, oziroma tle na obalo jih je prišlo nekaj vozil. No. In so to vozilo potem uporabili. To je najstarejše, kar imamo mi, pač, da ga imamo še. Ne. Od vozil. Drugače pa te avti verjetno so šli nazaj v Tomos potem, ne? Ker se je društvo razvijalo skozi leta, ne? In so se menjavala tudi različna vozila. Tudi razni dobrotniki so pač prihajali mimo in so financirali orodje, opremo. Ne? Tako da so tudi leta 1977 oktobra se je pričelo zidati nov gasilski dom, ne? Ker so ugotovili, da je premalo prostora. Ker prvi gasilski dom v Hrvatinih je tista stavba, ko se pripeljete na krožno v Hrvatine z desne strani. Zdaj je notri frizerski salon in ribarnica. To je bila prva stavba v Hrvatinih, ki je bila od gasilskega doma. Ne? Zdaj nov gasilski dom, kakor se ga zdaj vidi, ko prideš v Hrvatine, je bil pa 77. začetek gradnje. Ne. Julija 81 je bil pa, 4. julija 81 je bil pa nov dom dograjen in odprt. Ne. Tako da... Nem ste še vedno? Tle smo še vedno in malce tudi nam zdaj ozek ratuje. Predvsem zaradi tega, ker se pospešeno širimo in pridobivamo nove člane in se potrebe tudi pač pokažejo po izgradnji oziroma po povečanju prostorov, ne, predvsem. Potreba pač se spreminja. Tako kot se je takrat tistega leta ugotovilo, da je tisto rodišče premajhno, in so začeli graditi nov dom, tudi zdaj prihajamo do tega, da pač glede na razmere potrebujemo tudi mi, oziroma razmišljamo že o pospešenju. Za okroglo obletnico mogoče, čez 3 leta. Okrogla 70 let bo, ne vem, če bomo se že takrat razširili, mogoče bomo kakšen šotor postavili lahko, ne, za veselico. Montažni objekt. Ampak ja, imamo željo in pospešeno tudi delamo na tem. Kar se tiče veselic, je pa sezona že konec, ne? Za letos. Mi imamo enkrat na leto veselico, zadnje 5-6 let se trudimo, da z kraju omogočimo nekaj,
kar je zamrlo v Hrvatinih pred leti in tiste hrvatinskih noči ni več. In smo potem pač rekli, dajmo pa narediti nekaj za kraj. Ne? Ja, je res, na koncu je tudi nekaj finančne dobrobiti, ampak spet delaš, da lahko delaš. Ne? Meni je pač res se tako krajani odzovejo, tudi če je gneča, se čaka za piti, za jesti, nihče se ne jezi, ker nas vidijo nas na drugi strani in so vsi zadovoljni in srečni, da se skupaj lahko podružimo. Ja. No, hvala tudi vama, da sta se odzvala našemu vabilu za prihod v studio. Želim vam čim manj dela, vsaj do konca leta, pa če ne prej se zagotovo vidimo za okroglo obletnico. Super. Ja. Hvala lepa za povabilo. Ja, hvala vam za povabilo. Ja. Vi, dragi gledalci, pa kot ste slišali, le upoštevajte navodila tistih, ki vam pravijo, da mogoče kateri termini pa res niso najboljši za piknike v naravi, da boste lahko gasilcem, ki za vas opravljajo prostovoljno delo, lahko olajšali njihovo siceršnje delovanje. Do naslednjič, lepo se imejte.